Lep pozdrav vsem in dobrodošli na novinarski konferenci v zvezi z problematiko dviga oskrbnin in rešitvami za te oskrbnine. Danes poteka novinarska konferenca v organizaciji Slovenske demokratske stranke, Nove Slovenije in Stranke modernega centra. Zdaj pa vabim svojo Irgl. Ja, najlepša hvala. Dober dan in lepo pozdravljeni vsi skupaj na novinarski konferenci. Najprej naj rečem, da danes nisem tukaj le kot koalicijska poslanka, ampak tudi kot predsednica odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide. V tem letu in pol smo naredili kar nekaj dobrih del, če tako rečem, zlasti vezanih na upokojence, na skrb za starejše, na ranljivejše skupine, kot so na primer invalidi. Popravili smo kar nekaj krivic za nazaj, ampak danes smo tukaj zato, ker želimo predstaviti rešitev za financiranje dviga oskrbnin v domovih za starejše. Zdaj najprej mi dovolite, da na kratko samo orišem situacijo. Dejstvo je, da smo v zahtevni situaciji, to vsi veste, odkar je ta vlada nastopila pred letom in pol svoj mandat, se ukvarja pretežno z epidemijo oziroma boleznijo COVID-19. Veste, da gre za neprimerljivo situacijo s čimerkoli drugim do sedaj in ta boj seveda poteka najprej v bolnišnicah in tukaj bi se z tega mesta želela zahvaliti vsem, ki res požrtvovalno opravljajo svoje delo, skrbijo za najbolj bolne in skrbijo za oziroma se borijo za življenja in skrbijo za vse nas. Torej, ta boj poteka v bolnišnicah, boj poteka tudi na cepilnih mestih in seveda v domovih za starejše. Tudi zaradi tega se je vlada odločila povišati plače v teh poklicih. Kot veste, je 18. 11. 2021 bil podpisan aneks k kolektivni pogodbi med vlado Republike Slovenije in pa reprezentativnimi sindikati z področja zdravstva in pa socialnega varstva. Zaradi dviga teh plač pa so nekako se dvignile oskrbnine v domovih za starejše za približno 5,6%. Naj povem, da je bil dvig teh plač seveda nujen. Na to smo večkrat opozarjali tudi v koaliciji. In hvala Bogu, da je vlada to storila, ampak zaradi tega so se torej, kot rečeno, povišale ali dvignile oskrbnine za oskrbovance v domovih za starejše. In danes vam sporočamo, da bomo iz proračuna krili oziroma financirali ta delež povišane oskrbnine in sicer za obdobje od 1. 12. 2021 do 31. 12. 2022 v višini 16 milijonov evrov, torej toliko, kolikor znaša ta dvig. To bomo reševali v prehodnih določbah zakona o dolgotrajni oskrbi. Če se ne motim, je bil že vložen tudi amandma. Torej, če zaključim, na eni strani smo torej zagotovili višje plače tistim v domovih za starejše in drugih oblikah institucionalnega varstva. In zdaj smo še poskrbeli, da se bo dvig oskrbnin torej financiral iz proračuna Republike Slovenije in ne, če tako rečem, iz denarnic oskrbovancev. Na koncu naj še samo to povem, da je danes, kot veste, sklicana seja odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide, na kateri bomo na predlog oziroma zahtevo opozicije govorili prav o tem povišanju oskrbnin, ampak zdaj, kot vidite, je zadeva rešena, to smo zagotovili sredstva in mislim, da je v tem trenutku seja tega odbora zato brezpredmetna. Zdaj pa bi dala besedo še ostalima kolegoma iz poslanskih skupin Nove Slovenije in pa Stranke modernega centra. Izvolite. Spoštovane novinarke, spoštovani novinarji, lep pozdrav tudi v imenu poslanske skupine Nove Slovenije. Danes sem v izjemni družbi dveh odličnih kolegic. Dobra pa je tudi novica, ki jo danes oznanjamo slovenski javnosti. Poslanci in poslanke koalicije smo že kar praktično vso to obdobje, ko nas obremenjuje COVID, spodbujali vlado, da
je potrebno popraviti nekatere plače na področju socialnega in na področju zdravstvenega varstva. Zato smo bili zadovoljni, da je vlada 16. novembra sprejela predlog aneksa kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi in aneksa kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva. Vlada je potem pooblastila ministra za delo, družino in socialne zadeve, gospoda Janeza Ciglerja Kralja in ministra za zdravje, gospoda Janeza Poklukarja, da za podpis aneksa kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi in za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije, ki bo usklajen z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja. To je bilo realizirano, kot veste, 18. novembra letos. Seveda smo ves ta čas poslanci in poslanke koalicije tudi ocenjevali in bdeli nad finančnimi posledicami. Ta aneks, kot veste, je finančno težek, govorim zdaj za socialno varstvo, približno 37 milijonov evrov. 4 milijone od tega naj bi zagotovil po prvotni projekciji proračun Republike Slovenije, 17,4 milijone bi naj zagotovil Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, preostanek dviga po prvotni projekciji, preostanek dviga mase plač pa predstavlja znesek, ki bi lahko vplival na dvig cen storitev institucionalnega varstva, ki se zaradi višjih stroškov dela povečuje v povprečju za 5,6 odstotka, kar pa v globalu pomeni približno 16 milijonov evrov. In ravno ta številka nas je navdajala, da smo si rekli, Slovenija je dovolj bogata, da lahko iz proračuna pokrije tudi te 16 milijonov evrov. S čim to dokazujemo? Samo dva primera bom povedal. Spremljamo realizacijo proračuna Republike Slovenije za letošnje leto, za leto 2021. Z velikim zadovoljstvom ugotavljamo, da smo do konca novembra na področju dohodninskih prihodkov že dobili v proračun več kot 63 milijonov, več kot je letni načrt. Se pravi, že konec novembra že prehitevamo letni načrt, kar zadeva dohodnino, za 63 milijonov. Podobno za 70 milijonov prehitevamo prihodke iz naslova davka od dohodkov pravnih oseb. Se pravi, konec novembra je v proračun prišlo že več kot 70 milijonov več sredstev, kot je letni načrt. To in še veliko drugih, gospodarska rast in tako naprej, izjemno visoka zaposlenost. Vse to so elementi, ki nam dajo eno dobro podlago, da smo lahko, kot je povedala kolegica Eva, že vložili amandma za tretje branje zakona o dolgotrajni oskrbi, ker bo proračun poskrbel za to razliko teh 16 milijonov. Šlo bo za sredstva iz podprograma zagotavljanje pravic in sistema dolgotrajne oskrbe. Veseli smo, da sta tukaj minister Janez Cigler Kralj, seveda v soglasju s predsednikom vlade, dosegla ta dogovor in zadovoljni smo, da smo lahko danes vsi skupaj ta amandma vložili in rešili tudi ta problem, ki pa pravzaprav niti ni bil tako velik, kot se v javnosti prikazuje.